Kako pa začnemo? To pa nismo rekli, ne? Živijo vsem skupaj, nov podcast je na sceni, vem, kaj si mislite, ne, še ena, ne. Ampak le smo eni taki trije posebni ljudje s posebno misijo, s posebno nišo, ne, ki jo hočemo seveda malo obdelati, malo razširiti in pa predvsem zgraditi net community, ne. Zato, ker se mi zdi, da je kar nekaj freelancerjev, ki se ukvarjajo s foto, video in tako naprej, vseh možnih podžanrov in je fajn, da jih malo zajamemo in si malo pomagamo. Z vami bomo, moje ime je Uroš. Goran. In pa Aljaž. Tako, to je super, veš, zato, da tisti, ki poslušajo podcast, da vejo, kdo je kdo. Ne? Goran ima tako malo naglasa. Rahnega, velenskega. Ja. Aljaž pa ima, ne? Kaj, na glas? Ja, glas, ki ne govori v mikrofon. Govorimo, ne? Ne, sem na glas pa res, na glasa pa nimam, ne? S kje pa prihajaš ti? Ti v bistvu si tudi Štajerc. Ne, jaz sem Slovenc. Čakaj, imam to. Čakaj, imam ta zvok. Bam. Ne, v bistvu selil sem se že 11krat in po celi Sloveniji, tako da se ne moram predeliti na eno mesto. Zato tudi ni na glasa, ne? Ja, Okay, to je tak miks. Nič hudega. V glavnem, ja, to, da se malo predstavimo, a to je zdaj v redu, ker je začelo sonce sijati. V redu, we can fix it in post. Naš najljubši moto, o katerem se bomo tudi verjetno pogovarjali še v tem podcastu. Na kratko se bomo predstavili. Aljaž, kar ti začni. Yes, ok. Sem Aljaž Nidršič, ukvarjam se profesionalno s fotografijo in videoprodukcijo. Sem usmerjen bolj ali manj v outdoor projekte, delam seveda tudi druge stvari. Najbolj poživam v projektih, ki so čim bolj izpostavljeni in posebni na svoj način. Ful rad potujem, tako da imam pa željo čim bolj iti v dokumentaristiko, korak za korakom. Ti uživaš single life? Ne. Mislim tako, pač brez otrok, brez hudih obveznosti, tako. Ki ti pač pomaga pri tem, da lahko veliko potuješ in delaš take stvari. Ja, to je res, ja. Tukaj imam kar prednost glede tega. Pa zdaj je vmes čistko mim grede eno skrivnost izdal, tako da sorry punce. Ni hotel tega povedati, pa je, ne, tako da. Goran pa, kakor sem videl, ti pa imaš že neke obveznosti. Ja, 2 obveznosti, če o otroci govorimo. Drugače pa glede fotografije, jaz sem samo fotograf, izključno rdeč gumb na fotoaparatu oziroma kameri za mene ne obstaja. Okay. Še zaenkrat. Drugače pa poroke so nek main business moj, izven tega pa pač studio doma. Od nekih družinskih fotkam pa teh stvari do kakih produktov in stvari, ki jih daš na mizo in ti ne govorijo več nazaj po dolgi poročni sezoni in ti damo mira in se lahko ukvarjaš z lučjo in tako s popolno kompozicijo in tako. Izven tega pač nekaj za sebe, pa v bistvu street fotografije nekaj najboljšega. Tako da tudi dosti potujem, tudi če so doma že obveznosti in ful doskrat je s temle na desni, zalažem. Je pa problem, ker če gremo kam potovati, ta hoče v naravo, izhočno mesto, tako da takoj so kleši. No, ampak pa se naredi kompromis, ne, pa se gre v parko mesto. Ja, tako. Čeprav lokacije, kamor potujemo, ponovadi imajo take lepe betonske džungle, ki so v bistvu nemazijo in to je, jaz pred mest res nisem maral, ampak ko sem enkrat začel delati street fotografiji, pa pač hoditi v azijska mesta. Ja, ker prideš iz predmestja v Ljubljano, pa misliš, tukaj pa je nekaj se dogaja, pa greš, ne vem, Kolombo, Bangkok, pa se v Ljubljani res ne dogaja, kaj dobro, ne? Ja, bi rekel, v glavnem en dober nasvet je, pejte potovati, pejte gledati svet, ne, da se najde tudi pač novih idej, nove kreative in tako naprej. Nov svet se odpre. Ne, ful je, v glavnem, problem takih podcastov je ravno to. Jaz bi zdaj že ful začel spraševati vaju, ker sta ful enih zanimivih istočnih že zdaj dala. In poročna fotografija in produktna fotografija in to, kar sta zdaj omenila, potovanje, street fotografija in tako naprej. Ampak ja, bomo ravno tako freelancer je res širok pojem in bomo vsakega obdelali posamezno, tako da danes gremo res na hitro ta krog, da se malo predstavimo in da vidimo, v katero smer bomo šli. Da se še jaz mogoče predstavim, to se pravi, zdaj tudi vidimo Aljaža imamo, ki je mogoče bolj video, sicer tudi fotkaš, ampak se res bolj z videom je tvoj main passion, ne? Ja. Imamo Gorana, ki je izključno foto, ne? In to celo tudi šolsko podkrepljenje, tudi izobražen, ne? To smo kar spustili, ja. Ja, no, je za pohvaliti. Ja. Jaz sem pa nekaj vmes, ne? Jaz pa nisem ne to, ne uno, ampak oboje rad delam, oboje
moje delam tako niti, na pol profesionalno, kakorkoli je tak moj hobi, moj passion. Rad se učim, rad ustvarjam, rad delam vsebino, ali video, ali foto in predvsem mi je zanimivo. In zato mi je fajn, da sem tukaj, ravno nek umestni člen med vama, da me bo zanimal, da vaju bom spraševal in da bomo tudi probavali. Tako da, evo, to. Zdaj se je pa moja tablica ugasila, ker imam gor zapiske, tako da tole pržgem. Ok, kakšen je namen podcasta? Ja, namen je v bistvu združiti fotografijo, video, nasplošno freelancanje, predstaviti našim poslušalcem in gledalcem, kaj ta job je, ali pa tistim, ki pač želijo delati te stroki, da zvejo kakšne nove informacije, malo kako ta lifestyle izgleda in se kaj novega naučijo tukaj zraven. Predvsem bomo zelo brutalno iskreni. Absolutno. Da ni vse rožice in tukaj dober, ki potujem skozi. Ja, pokazati pluse in minuse, oboje. Bomo realni, ne? Tako da pridejo tudi gosti, imamo kar nekaj takih kolegov, ne bom rekel prijateljev, kolegov, ki bodo tudi kaj lahko povedali. Predvsem pa bomo odgovarjali tudi lahko na vaše vprašanja. Ne? Tako da, kot smo rekli, svet freelancanja, še posebej torej foto, video je zelo širok. Ne? Tako da karkoli vprašate, bomo šli potem tudi v to smer, pa bomo malo razdelali. Ne? In zdaj, mail že imamo, a ne, Aljaž? Mail že imamo. Seveda. Kam dajo naši poslušalci vprašanja? Bomo napisali v komentarju spodaj. No, za razliko od vaju sem se jaz pripravil na ta podcast. No, dobro, da imamo enega, ki je pripravljen. Se to, ja. Časovnico sem malo zamenjal, ampak zdaj smo pri vprašanjih. Tako da gremo najprej na vprašanja poslušalcev. Torej, mail, kje lahko zastavite vprašanje, bomo seveda dali spodaj, ker želimo zbildati community, ne, in pač, da se družimo in pomagamo in drugimo in tako naprej. Tako da ne bo neroden, takole bo to zgledalo. Imamo že enega poslušalca, halo. Hej, zdravo, Mile tukaj, en velik Aljažev oboževalec. Zanima me, eno vprašanje imam, no, ti ful dobre fotke delaš, sploh gor v hribih, po gorah, ne. V glavnem, zanima me, za vse te fotke greš ti tudi prav peš gor, ali tukaj z AI-om narediš? Hvala, čau. Hvala, Mile. Hvala, Mile, za to vprašanje. Ponovadi grem peš, včasih pa tudi z AI-om se naredi nekaj lepe vzhode, pa to, komu se da ostajati v zgodbi. No, pozdravljen, Mile. Ne gledati mene. V glavnem tako bo zgledal. Mislim, ne rabite se vedno posnet, fajn je, ker le smo podcast, da bomo lahko tudi slišali in tako naprej, ampak lahko pa tudi napišete, pa bo nekdo drug prebral, ne? Mile mogoče. Super, drugo presenečenje, ki imam za vaju, to bi moglo biti čisto na začetku, ampak podcast rab špico, intro. Ok. Ne? Če zares. In ko smo ravno pri AI-ju, jaz sem si kar priznam malo pomagal s tem in Suno naredi zanimivo stvar, če mu daš, ne vem, naredi mi intro za podcast, freelanceri, o imenu se bomo tudi še malo pogovarjali pol. In to je naredil, pazi. Need gigs? Oh yeah! Pay your dues? Freelancer. Freelancer G! Get the blues! Get the blues! Freelancer G! Freelancer G! Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world. Slišal to? Your lens into the creative world. Ok, cool. Zdaj gledam to, da bomo imeli tudi video, bomo zdaj tle še intro posneta, ne? Ravno to imam napisano in to je tvoja domača naloga do naslednjič. Wow, ok, deal. Bomo zrihtali. To je zdaj najbolj, da bi v bistvu več različnih projektov, tako da tudi vajen del treba dati. Tebe imam itak dosti na posnetkih, ker sem na eventih kaj posnel. Ja. Imam pa kaj poslal. Dej. OnlyFans kolekcije. V glavnem, luštna stvar. Mogoče je malo predolga, ampak se bo paril, veš, na koncu bomo imeli še koreografijo na to. Na intro? Na intro, Cool, ja. Moram priznati, da si ful bolj pripravljen, kot imaš dva. Ful bolj. Čakaj, pokažem še, koliko imam teh stvari. Ne, veš kaj je fora? Pri teh podcastih je tako, ne, sama vidite. Pogovarjali smo se,
Goran je zdaj prišel zelo tako na hiter, midva z Aljažem, pa bomo kar iskreni, sva že koliko časa nazaj, to je bilo še pred poplavom, to je bilo 2020, 2023, 23, po moje. Ja, v glavnem, sva že posnela en tak podcast ni bil tok, ne. Pač ni bilo še toliko mikrofonov in nama najina duša perfekcionista, picajzlasta ni dala, ne moramo to dati v svet, ne. Ja. In pol je to malo obstal, ampak očitno je bilo to seme je vzhajalo, ne, izkalilo in se je Aljaž očitno, ko sta se videla veliko družila in delala, je povezal 1+1 in je rekel, dajmo to narediti, ne. In zdaj tako, pri vsaki stvari, ne samo pri podcastu, je imaš dve opciji. Ali boš tuhtov, pa razmišljal, pa se pripravljal, pa naredil, zdaj pa rabim to luč, preden grem snemati, zdaj pa rabim to kamero, zdaj pa rabim ta mikrofon, zdaj pa rabim to. In je kar enkrat leto naokoli in nič še nisi naredil. Ne? Ali pa pač skočiš v vodo in plavaš. Ne? In mi je všeč, da smo tako na hiter naredili. In evo, imamo set, imamo to in jaz pa sem se malo pripravil, ker mi je to malo lažje. Zdaj pa vidite, kako to zgleda. Ja. Jaz upam, da boš vsakeč imel ti pripravo, mi pa govorimo. Jaz vidim, da se mogo malo navaditi Majka, ker se sliši sam sebe, jaz moram, da mi je prav čuden, ampak vse smo navadili. Ja, in zato tudi so slušalke, da se slišiš, da veš, da boš v mikrofon govoriti. Ja, to je res. Kaj ćemo še kaj naprej? To bi moj ta intro del zdaj, kako je to nastalo. Ja, freelanceri. Mene zanima malo več, kaj ti še delaš. Kaj vse ti delaš? Ker jaz, koliko me kdo vpraša, kaj dela? Ja, ne vem, vse dela, ne? Jaz v bistvu sem v svet freelancanja vstopil pred kratkim. Jaz sem prej mnogo let delal na Radio 1, ko sem imel čez videoprodukcijo pa social media. Tako da sem tam ustvarjal vsebino in pač ne... In pa poleg tega, tam je bil moj reden job, poleg tega sem pa zase delal vsebino. Vse se je vedno tle začel, ko sem pač vedno rad snemal, vedno rad se igral in to sem tudi objavljal in pač vedno več ljudi to začel spremljati in tako naprej. Tako da ustvarjam vsebino za naročnike, ustvarjam vsebino zase, zadnje čase je premalo, ampak ok, pridemo do tja. Vodim dogodke, muziko vrtim, pač rad sem v družbi, rad sem med ljudmi, tako da ni da ni, prijem tudi na dom, montiram rad videe, tako. Pa še na porokah tudi nekaj delaš, ne? Ja, tudi to je muzika ali pa vodenje, tako da ni da ni. Tako da moj freelancing se mogoče niti ne omejuje toliko na foto, video, ampak je še drugi spekter ljudi, mislim, jobov. Zdaj bi pa mogoče izpostavil, naredila so že nekaj projektov skupaj eventov, ne? In je v bistvu dober imeti kot govorca, glavnega speakerja, nekoga, ki pač se malo spozna na te stvari, ker doskrat si prišel do mene in si povedal, zdaj se bo to zgodilo in tako, in je eno tako super sožitje, ki lahko dobro delaš skupaj, ne? To sem opazil, ok, to je super primer, ampak posod je tako, ne? Tudi na drugih dogodkih, ko malo vidim fotografe, rečem, zdaj bo to, vem, kako je, ne? Z obeh strani vem, kako bi bilo meni to lažje, če bi mi kdo malo pomagal, malo povedal, malo postavil in tako naprej. Je pa res, da parkrat sem bil tudi na proper setih, ki so reklame snimali kot nek statist igralec, kakorkoli, ne? In to ne bom nikoli pozabil, veš, tako smo imeli en brutalen set, v Viba filmu smo snimali brutalen set jedilnica, bili smo prav na eni taki postavljeni zadevi, zato ker se je mogel začeti trest. Vse se je mogel začeti trest, mi smo sedeli za mizo. V glavnem, in jaz pač malo gledam, kako je to narejeno, kako so te luči, kakšne kamere, in je tam en job prav za to, da skrbi za set. To se pravi, on je prop master in skrbi za scenografijo. In vsakič, ko se je začel tresti, je on mogel priti, pa pač stvari spet postaviti na mizo, da je vse tako, kako mora biti, da je kontinuiteta. In jaz začnem pomagati, pač valjda, ne, to je moj job, zato sem jaz tukaj, ti si tle igralec, ti delaj svoje, jaz bom to. Je bilo zelo tako, ne? Ampak ima prav, ne? Ja, na koncu na takih setih ugotoviš, kako je fajn, ko so večje ekipe, ki ti določene stvari lahko olajša in pač se res fokusiraš na to, kar delaš, ne? Pač, Gafari, live. Ko vsak ve, kaj dela,
pa tudi v bistvu tukaj mogoče, res ni treba, da so gosti naši sam foto, video, ampak lahko gremo ful širše, ne? Vse, kar si ti omenil in naprej, ne? Se to, vse tle paše, sicer ne vem, tudi freelancerjev verjetno, ne. Saj niso vedno vsi samo del produkcije, ampak marsikdo je tako, ga pokličejo in pride. Tako si pa zasluži so to mesto, ko so pridni, zaupanja vredni, odgovorni in tako naprej. In pa valjda jih kličejo po setih. Ja, pa dobro je tudi, da community v bistvu, da se poznamo, pač tako je Aljaž prej rekel, ne? Ker sta vi delali skupaj projekt, je ful dobro, da te poznal, je ful lažje v bistvu narediti kak dogodek, ko pač imaš nekoga, ki ti lahko pomaga zraven, oziroma ko sodelujete, ne? Tako da je dobro, da je community čim širši, da čim več nas lahko skupaj sodeluje. Dajmo en drugemu pomagati, tako da ja. Ej, je kaj? A gremo na... Aha, eno rubriko, pač to sem se spomnil, da imamo lahko v našem podcastu, da je neka konstanta, je freelance hack tedna. Le, še nimam džingla, ampak recimo, da je to. Žal. Downer, to je mogel biti zdaj neki hajer, veš, da te digne. Ja. Mogoče, le bo boljš, ne. To je že hack, ja. Čim več kupujete. V glavnem, da v vsakem podcastu predstavi nek hack, neko stvar, ki bo mogoče pomagala pri svojem freelancanju, pa tudi največji izziv freelancerja, da predstavi. Zdaj, v mojem primeru sem kar oba združila, ne. Mislim, da bo zelo klasična, zelo hitro pridemo do tega, je seveda denar. A ne? Finance. Kot sem rekel, pred kratkim sem vstopil v svet freelancanja, ne, in moram priznati, da sem vstopil v svet freelancanja in jaz sem bil navajen, ne, da pač 15. vsak mesec je prišla plača, ne, in 18. ko so trajniki, iz tega denarja sem se pač plačal in svet je laufal naprej. Jaz niti nisem vedel, da imam trajnike. Vse ostalo, kar sem naknadno zaslužil, ne, je bilo pa sam bonus. Ne. In zdaj, prvi mesec ni plače, tako 18. ni na računu, ker valjda zamujajo plačniki. Ne, tako, kaj pa zdaj? K sreči, sem imel še par stvari, da sem lahko malo prestavil in smo to zadeve zrihtali, pa seveda se tudi plačali in tako naprej. Ampak to je en pomemben nasvet, verjetno ste ga že slišali, ampak zagotovo je fajn vedeti. Ko stopaš v svet freelancanja, ko boš pač samostojni podjetnik, mogoče ni samo v naši branži, ampak posod, imej našparan denar za vsaj 3 mesece, 6, če se le da, ampak je kar težko priznam. Če vmes ni projekta, če vmes ni priliva, si vsaj 2 meseca lahko normalno živiš. Ne. Po 3 mesecih bi pa že verjetno prišel kakšen projekt. Ne. Ali pa greš pač nekam drugam delati. Ja. Ampak tako, ne. To je bil moj plan in tudi v zadnjih mesecih sem lepo našparal in zdaj veliko lažje diham, priznam. Ja, ful lažje projekte sprejeti, take kot ti sedajo, če pač imaš nekaj v zadnji, ne, da moraš čisto vsako stvar sprejeti, samo zato, ker jo pač moraš sprejeti, ne, Plus nekaj to, drugače. Ja. Da, Čeprav čisto na štartu itak sprejmeš, ne vem, jaz spomnim mojega prvega leta, ker nisem vedel, da bom preživel ali ne. Veš, da nimaš drugega prihodka in pol kar hitro se znaš, v bistvu, če dobro delaš, se znaš kar hitro, po domače rečen, zaklad. Jaz sem imel pač preveč projektov in pol, da sem zmontiral vse skupaj in to pač je noč ratala ful kratka, ne, ful malo spanja. Ampak, ja, ni pač, moraš se s tem poklicom se moraš zavedati, da tudi je treba pač malo riskirati v življenju, ne. Zdaj, s tem, kar riskiraš, ko greš, daš ta leap of faith, ne, se pa zna v bistvu odpreti ful nekih novih stvari, ki si se mogoče čisto preveč obremenjeval, kako boš preživel. Ne vem, jaz mogoče sem malo optimista, ampak v življenju kar gre skozi, pač se bo, a ne. Mislim, fajn je tudi to, ne, da imaš mogoče nek backup, mogoče še nek skill, s katerim lahko tudi kaj zaslužiš, ne, pač pri meni je to res široko. Plus imel sem že kar nekaj, bom rekel, rednih naročnikov ali pa z nekom, ki sem že delal, in tudi zaradi tega je lažji pol, ker veš, tlele bo zagotovo to. Mislim, da je to kar nujno, ja. Da pač delaš ob delu, ne, da zdaj rečeš, jutri bom pa pustil job, pa začel delati kot fotograf, ne, ti moraš ob delu delati, da imaš, da dobiš naročnike, da dobiš na začetku, portfolio in vse to, ne. Se ti, Aljaž, ti tudi preden si šel čist freelance, si že delal v bistvu dost za kakšne naročnike oziroma karkoli. Ja. Mislim, da sem kar nekaj let že v bistvu prej delal 2 joba, ne, v resnici, ne, pač rednega, pa pol popoldan in po noč še vse ostalo, kar me je veselil, dokler se ni zgodil, da me reden job več ni hotel.
Dajmo to me je zdaj zanimalo. Okay, na kateri točki pol greš full on freelance, zdaj pa imam dost, zdaj pa lahko. Kot ti dajo v rudniku odpoved, v mojem primeru. A ja? Ja. V rudniku si delal? Jaz sem bil rudar, ja, pa je pač enkrat ni šlo več, oziroma ja, smo zaključili zgodbo tam in vidiš, da v bistvu čez noč lahko gre. Ne? Sam sem pa res delal že kar nekaj let fotografijo, večinoma, videa zelo malo. In ko se je zgodila odpoved, je v bistvu samo šlo pač navzgor, ker imaš več časa, ker več delaš, več hočeš delati, hočeš se sam sebi dokazati itak in se stvari same zgodijo. Vsaj tak se meni zdi, no, in tako je prej rekel, Aljaž, moraš si malo zaupati in moraš kar v bistvu delati, ne, se če dobro delaš, se nekako najdejo stvari, se mi zdi, kar pridejo. To je meni en tak, se mi zdi, da je za Slovenijo zelo specifičen primer. Če dobro delaš, to, kar si rekel, če dobro delaš, pa seveda, ok, valjda, če delaš tisto, kar te veseli, boš zaradi tega dobro delal. Ampak, če dobro delaš, se mi zdi, da v Sloveniji ni hudič, da ne boš imel joba. Oziroma, saj enega, ki te bo poklical pa rekel, hej, slišal sem, da dobro delaš. Ne? Pa že samo, če hočeš delati, se mi zdi, no. Pa to, ne. Manjka folka. In pol, ko si odgovoren, ko si pač, ne vem, zaupanja vreden, ja, to je to, ne, imaš. Ne. Tako, to je en tak zanimiv in to velja za vse obrtnike. Ja, ta odgovornost je velika reč pri freelancerju, ker je pač tako, ko si nekje redno, pa ti nekdo reče, zdaj moraš pa to narediti in imaš vse zložen in sam svoje delo delaš. Greš enkrat v freelancanje, se vsi vemo, koliko stvari, koliko procentov v bistvu imamo za res fotoaparat ali pa kamero v roki, koliko časa pa neke kulje in spreadsheete in ne vem kaj vse, ki mogoče ne uživamo 100% v tem, ampak brez tega pač ne gre, ne? V resnici, ja. Da si pa ti rekel, zdaj pa dost. Ja. Ti si prej z avti delal, ne? Jaz sem bil avtomehanik, pa sem rekel, da je dost, ampak sem že začel kot fotograf in tako, pač malo zraven. Sicer pa je ta korona prišla in pač je bilo vse skupaj sam še dol padlo, ne, in pa sem delal kot prodajalec v trgovini, v Kibubi. Sem to zraven, pa še zraven sem restauriral ene eksotične oldtimere z enega naročnika, ko sem delal ta dva joba, pa še zraven kot fotograf in je bilo ja, pestro, no, frej dnevov, frej ur ni bilo, ne, in, ampak to sem še vsem delal, torej ne full time, nisem imel še SP-ja, ne. In pa sem rekel, zdaj pa rabim enega fiksnega naročnika, da meni da ta push, ne, da se jaz, da vem, da imam prispevke plačane, pa da pač vse ostalo, kar zraven naredim, je pač dodatek, ne. No in res pa sem pristopil k enemu podjetju, ta online extremer, ki dela oblačila za GRS, pa alpinistične odseke in tako. In sem rekel, lejte, jaz sem videl vašo spletno stran, vidim, da bi lahko ful boljše fotke naredil, recimo za vas, pa social media, vidim, da bi lahko šlo boljš, pa vam prevzamem ta del, če želite, in smo se zmenili. In smo dali pogodbo in to je bil moj prvi naročnik, da sem jaz lahko, v bistvu, moja odskočna deska, da sem lahko jaz rekel, evo, odprem SP, mi pokrije prispevke, ono drugo, da lahko jaz zaživim, pa može, a ne. Tako da sem pa še milijon drugih projektov sprejel zraven in je pač zlaufala, ne. Nice. Zanimivo, ne, ta del je tudi, bom rekel, pomemben, ne. Sprav, sam si šel, si videl, ne, izbral si verjetno ne po naključju, ravno to trgovino oziroma pač firmo, ker ti je blizu narava, hribi in vsa ta oprema, ne. In si šel in si jih vprašal, ne, to je kar cool. Ja, mislim, itak. Se ne rata posod. Ne rata. Ne. Včasih ne dobiš odgovor, ampak če ne probaš, pa ne veš, ne. Točno to. Zdaj te pa kličejo. Aljaž, pridi. Ni čisto, ampak zdaj bojo po tem podcastu. Bi prosili za predračun. Tudi reda. Ok, zdaj ne vem, ali gremo na drži, ne drži, ali gremo se še malo spoznavati. Drži, ne drži. Ok, pa liste prosim. Izvoli. To smo se res pripravili, tako smo dobro sprintali. Ne drži. Ok, drži, ne drži. To je zdaj rubrikica za tole prvo dajo, to, da se tudi mi malo spoznamo, pa da se malo pozabavamo. Sponzor te rubrike je ChatGPT. Danes sem prvič tako zares uporabljal ChatGPT in to med vožnjo. Pogovarjal sem se z njim v slovenščini in mi je bilo tako mind-blowing. Res, to pa še nisem doživel. Pač jaz sem mu rekel, lej, mi delamo ta pa ta podcast, to pa to, imaš kakšne ideje, imel bi drži, ne drži in bam,
Sej, vsi niso to, ampak je kar zanimivo. No? Tako sem se pripravil jaz na podcast. Bravo. Sam tako eno neumestna pač. Prosim. Torej, poleg tega, kar delam, sem vmes imel tudi del, ki sem predaval o umetni inteligenci na Erasmusu, torej to je Erasmus za profesorje. In sem kompletno predstavitev in vse skupaj naredil s ChatGPT-jem. Pa če sem vse double checkal pa vse, ampak tako, fulaži ti naredi neko osnovo in fulaži ti, ne vem, doda neka vprašanja, ki sem jaz še šel preveriti, pa da sem se tudi jaz dodatno še naučil. Tako da, it can be a very useful tool. It can be, ampak tako, kot si rekel, double check, ker včasih ga kar malo zanese. To moramo biti iskreni. Okay. Dražja oprema pomeni boljše fotke. Drži, ne drži? Vsi smo sklepčni, da ne drži. Ne drži. Čeprav snemamo paneli s krompirji. Alo. Ja, res moj nikoli ne doma ostal. Ja. Vojno znam, bomo imeli prav poseben podcast. Je bilo vprašanje, boljši fotki ali dobri fotki? Dražja oprema pomeni boljše fotke. Ne, okay. Se držim tega odgovora. Ja. Ker pač fotka je kaj? Dobra fotka? Dobra kompozicija, dobra svetlova. Dobra ideja. Dobra lokacija. Ok. In nima nobene, mislim, fajn pa je, let's be honest. Pripomore, zato sem vprašal še enkrat za vprašanje. Okay. Pripomore k dobri fotki. Ko je vse ostalo zloženo, pol je oprema itak tista, ki ti lahko ful pomaga, ampak v začetku pa ni v bistvu kaj dosti koristna. In ok, zdaj smo bolj na fotki, ampak tudi za video, ne? Video lahko posnameš ali z navadnim GoPro-jem ali pa z res hudo kamero, ampak če veš, kaj delaš, če veš, kaj posnameš, ne? Če je ta ideja, ne? Če je vsebina, pa vse spele. To je pa dramatičen efekt. Okay. Videomontaža je vedno težji del kot samo snemanje. Ne more se še odločiti. Vsi smo sklepčni, da drži. Okay. Bom rekel, zna biti ful zanimiv del projekta. Včasih čist pade noter in sem 12 ur za kompom, pa sem tako na koncu po 12 urah jaz nisem jedel danes. Lahko je pač ful lep del, ampak ja, v veliki večini je pa to tako, raj snemaš, kakor pa montiraš pa ne. Vsaj jaz. Jaz sem posnel in zmontiral 9 videov, teda po mojem mislim, da pravi, zato je ne drži pri meni čist pravi odgovor. Jaz sem tle samo dodal, da drži v primeru, če imaš dobro predpripravo. Če nisi zdaj prišel na snemanje, pa zdaj se tam loviš, pa znaš švicati, ampak znaš pa švicati tudi v montaži, zato ker si se tle lovil, kar si zaja na snemanju, boš pa fix it in post, ne? Pa boš tam švical. Tudi lahko dobiš v bistvu na koncu pri montaži še neke ideje, ki jih implementiraš noter in v bistvu je zgodba drugače, kot si prvotno zamislil. Ja, je del kreativnega procesa, ki se mi zdi, da je ful dober, fajn, je pa res, da če imaš pa projekte, ki te mogoče malo manj veselijo, je pa tako, težko se ga spravi zraven pač. Pa zdaj se mi spomnil še na eno stvar, ne vem, a se vama to tudi zgodi, ampak jaz recimo si zamislim eno idejo, prej grem snemati, ne, si zamislim, to bo tako. Pa jaz sem zelo vizualen, pa si tudi že malo montažo si kar predstavljam, to bom tako, pa moram tako posneti, in pa začneš snemati in je tako, ja ni isto, ne. Ni to tako, kot sem si predstavljal, ne. Ampak na koncu se nekaj lata, ne. Se mi zdi, da več projektov, kot daš čez, pa večkrat, ko to doživiš, si na koncu tako, ok, tako bi, ampak vem, da je lahko bilo tudi drugače. Tako da jaz si še zdaj naredim pač shoot list oziroma plan, kako bo video izgledal, če delam nek promocijski material, ne. Predvsem zato, da lažje, to pa je lažje sam čekati, kakor pa da pozabiš, ne. Ja, recimo, zdaj se spomnim, ko sem delal za Spartan Race promo video, sem točno vedel, kjer bo opening shot in kako ga hočem posneti. In smo ga dobili sicer, kako si rekel, ne čist, ni šlo točno tako, kot sem si zamislil, ampak it's close enough. Tako da ja, meni prvi video je nujen shot list, ne moreš brez njega iti pač snemati, saj jaz ne, meni je tako. No, tudi za foto imaš fotobook, ali kako se že reče. Ampak moodboard, moodboard, tako je. Ampak ne vem, pri fotki je meni tako nekako simple, to pač imamo v glavi pri videu, pa ko drugače poveš zgodbo, si pa vedno, če sem delal za naročnika, napisal stvari, ne, da pač tako, da gre zgodba tako komori, da ne preskočiš enega kadra, ker
Ja, Ker pa v montaži si tako, kaj bom zdaj? Ja. kaj zdaj? Ja, AI. Shutterstock. Zlata ura je edini čas, ko lahko res narediš dobre fotke. Drži, ne drži. A golden hour, A bomo, razumemo. ja, bomo zdaj A ne spet. razumeš slovensko? Vsi smo spet sklepčni, da ne drži. Ja. Je pa lepo, Sami ne? dobri, ja. No, boljše fotke narediš takrat, itak, pa pač imaš full možnosti ustvarjanja, sam ni pa, da ne moreš opoldne narediti, če pač moraš Mislim, narediti. tudi tle imaš takrat. studio, ne? Ja. Da, to Imaš ne umetno velja. svetlobo. Ja. Ampak ja, ja, bo rekel, da ni pogojno. Je pa spet fajn. Ful je plus. Golden hour. V, Magic hour. v večini primerov je to, ja, kar želiš, ampak ni pa vedno nujno. Photoshop je vedno nujen za dobro fotko. Drži, ne drži. Jaz se zdaj zanelaš, da drži, samo zato, da ne bomo isti. Da ne bomo skozi isti, ampak pa se, ok, iskreno, kaj sta že dala straight from camera fotko. A Lightroom tudi velja tle not? Ja, Lightroom, ja. A ja, Jaz si predstavljam Photoshop kot obdelava fotk. Aha, ja, ne. Pol mora Jaz- iti. ne. Aha. jaz spremenim pol v drži, seveda, ja. Če je obvezen za dobro fotko, Drži možda. ne drži. A ne, Ne strinjam. Photoshop je vedno nujen za dobro fotko. Če imaš ti lep light, po JPEG-u flikneš fotko, narediš. Ne rabiš. dober, se to je res, ja, no, ampak ja, če hočeš pa pač pelati neko svojo tako špuro, recimo, že ti recimo, ko imaš pač ko na Instagramu si že nekaj let delaš, pa imaš tako nek vibe v svojih fotk, pa pač nek color tone, pa to, če bi skozi delal za JPEG, poljana, tako imaš pa ti zdaj, bi težko straight for camera pač to dosegel, ne? Ja, ampak glih ti, ki street delaš, če to gledaš, ti lahko v bistvu Ja, fotko, ne vem, svetlobo tam, jo underexposure, dobiš samo v svetlobi neki, nič ne rabiš delati z njo. To je to. A se ne? strinjam. Tako da, jaz sem tu gledal, da ne drži. Všeč mi je ta fajt bil zelo. Ampak je zanimivo, da težko smo sklepčni tukaj. Zato, ker oboje je lahko. ne, Ni za. Ja. Photoshop je vedno nujen za dobro Se fotko. strinjam, da se ne strinjam. Ampak ja, mogoče se lahko le vrnemo na uno prvo. To se pravi, spet, če je ideja dobra, pa pač če v pravi momentu ujeta, po mojem, greš tudi lahko straight. Dajmo še eno vprašanje Aljažu postaviti. Aljaž, koliko fotk narediš na iPhonu, pa jih ne daš v Lightroom, preden grejo v svet? Prosim. Pa ne s fotoaparatu, na iPhonu. Vse obdelam. Hvala. Je pa res, da s telefonom kar naredim. Evo, zdaj sem nov telefon dobil, ampak do zdaj ne vem, če je šlo karkoli, da sem uporabil. Jaz telefon uporabljam za storije dela, torej za snemat. Vse, kar je pa fot, kar objavim, je pač vse s fotoaparatom. Ej, Fuldor, segue za naslednje vprašanje. Kamera na telefonu lahko zamenja profesionalno opremo. Drži, ne drži. Vsi smo sklepčni, da drži. Spet, aha. Tle pa sem presenečen, sem prepričan, da bo ta rekla ne. Spet odvisno, kako fotko. Ne? Pa narava našega dela je, pa naših naročnikov je tako široka. Ne? Zdaj ne moreš si delati neke hude produkcije, čeprav smo tudi videli že z iPhonom snemati reklamo. že filme in delajo zdaj, ne. Tako da tehnologija v smartfonih je crazy, dela res čudeže. Včasih, bom rekel tako iz osebnega primera, snemal sem ene vsebine za naročnika in sem imel model pred sabo, zadnji pa niso bile zasnežene gore, zasnežene, ampak samo ta blišča, ne, in sred dneva je bilo in so bile gore toliko svetle in nebo, oseba pa, ker sem je dal v senco, valjda, da nisem imel sonca v glavu. Še ni bil tukaj, ne. Magic Hour. Ne? Ja, se to recimo, ampak pač ni bilo te opcije. Ne? Ja, ja. Ampak oseba, ki je bila pa v senci, pa črna, ne, temna. Jaz ko šit, kva ne zdaj, ker se bo to FX trojka, veš, bom jaz to že v gradu pol neko trešo, ne. Tako za fora probam telefon, Lepo, ne? perfekt. In, a veš, nisem rabil globine, se mi je bilo všeč, da so gore v fokusu zadnji, ja, lažje bi naredil, ni mi srce dalo, da bi naredil s telefonom, ampak lahko bi. Pazi to, droni so precenjeni za videoprodukcijo. Precenjeni. Precenjeni. Drži, ne drži. Dobro, se jaz tudi strinjam, da ne drži. Vsi smo spet sklepčni, zanimivo. Čeprav iskreno je tako, ne, da se mi zdi, da je njihova krivulja že mal padla. Vmes, ko smo res pač te drone shoti so bili povsod, pa ne.
da je mal mogoče padla, ampak da zdaj spet se mal dviguje, ampak ravno zaradi tega, ker takrat so res vsi uporabljali. Zdaj se gre glih te teleobjektivi, a ne, dodaja ta To, globino, ne. To se zdaj res dobro koristi. Plus tle so te zdaj FPV droni, a ne. Z FPV dronom ti lahko narediš video toliko zanimivo, a ne. Pač hitro se premikaš, loopinge delaš, nisi umen z ničemer, razen z varnostjo. Ja. Pa gume, krabiš tega, mislim, da. Ker ga vsak teden novega kupiš, ali kaj že. Ne, sejf upraviš, ko ga razbiješ. Jaz mislim, da o dronih bomo imeli en poseben podcast, bomo Kmotlah 3. Ja. Prijemo še do Pa še tja. tamle unga povabimo, ko bo imel Ja. več zapovedati. So se tudi pride, ja. Ja. Droni smo ugotovili, da niso še precenjeni. Dajo eno perspektivo, en pogled na naš kader, neko širino nam lahko da. Tako, zdaj, če paš neke osebe, da jih daš v lokacijo, v prostor, vsekakor se da pa, zdaj, če ga ne boš mogel luvdati, komu boš naredil brez njega. Ne? Ja, so bili pa v začetku itak ful zanimivi, ker pač nismo bili navajeni teh kadrov, ne. Pač nismo gledali Exactly. iz lufta skozi, razen, ki si letel, ne. In si skos. Wow. In po je bil dron v luftu cele dneve, ja. Pa takrat še niso bile take baterije. Freelancerji imajo boljši delovni čas kot tisti v agencijah. Drži, ne drži. Drži, kako je hitro verjel. Pismo, Jaz imam tukaj komentar. da Jaz bi rekel, imajo boljši delovni čas, kadar si ga zaželijo. Ker razpolagaš sam s svojim časom. Je pa res, da ko si ga pa ne, delaš pa skozi. ja. Tako da- Kak delovnik pa imajo v agencijah, da tam je to prvo pove. Okay, jaz mislim, da bo tle mišljeno ta normalni delavnik od 9 to 5, ja, ampak ja, v agencijah vemo, da tudi kakšni so slabški freelancerji. Ja, se to. Lahko. Zdaj sem en mail dobil v soboto zjutraj s povpraševanjem. Sem bil tako, wow. Nisem odgovoril do ponedeljka, jevi ga. Ja. Vikend je vikend. Sem freelancer. Ampak ja, to, kar si rekel, ne, znate zanest, lahko si pač v pižamici v dan, pa pač montiraš, ali pa ja. Ali pa če si prej 2 meseca full priden, si lahko pa 1 mesec, 2 meseca na dopustu, če ti paše. Ja. Ne rabiš reči, a imam dosti dni dopusta. Nimaš jih. Ja. Kaj si čist sam, kukar boš priden, kukar si že zaslužil, to boš lahko bil fred. Dokler si ne spoliš. Ja, pa boli. Tisti boli. Ja. Ali pa kaj hujš. Ne vem, Okay. še nisem. Ne gremo do tega. Ja. RAW format je nujen za vsakega fotografa. Drži, ne drži? Ne drži. Fotografa. Ja, tle smo pri fotkah. Ja, jaz mislim, da je pač rojalo. RAW, ne. Jaz pa mislim, da je Aljaš prej glih rekel, da ni čisto nujno. Tako da v bistvu, jaz sem zdaj po njegovu, ki me je prej prepričal, rekel, ne drži. In če bi rekel, da sploh ni roja, pa bi rekel, da je nujen. Če pa lahko bojo uporabljaš, pa ni nujen. Ne? Lahko tudi JPEG-om jaz Jaz imam točno to. RAW plus JPEG. In pol, kolikor imam čas. Če sem zadovoljen, pa če si mi mudi JPEG, fluknem. Če se da še kaj dodelati, pa če imam čas, RAW. Ba. Jaz, ti. Jaz mislim, da tako, če delaš za sebe, ne rabiš roja. Če delaš za naročnika, JPEG plus RAW obvezno ali pa samo RAW. Zato, ker če se naročnik odloči, da je pa želi nek creative style, kaj jaz vem, imaš v RAW to možnost, medtem ko pri JPEG-u nimaš. Ne? Zdaj, če pa delaš ti za sebe, pa si kreativen, pa se ti ne da imeti big file size, čeprav Ja. ja, on pač pol ok, a ne. Jaz pravim, dobro fotko lahko narediš tudi v JPEG-u, ne rabiš RAW, ampak če pa delaš za naročnika, kar fotografi načeloma smo, a ne, Ziher je ziher. ja. Okay. Dva primera naročnikov, ko ne rabiš. Eno je pri meni doma, moja naročnica Lara, Okay. ko fotkam pač njene produkte na tabletopu na belem ozadju, JPEG čisto svoje naredi. Ker za stojn delaš RAW, pa pol iščeš barve v tistih kapcah, ko ona šiva, pa to, ker JPEG pač ima čisto pravo prezentacijo barv. Plus v studiu res narediš svetlobo in že res narediš fotko tako. Veš, kaj boš naredil. Ja. Pa recimo v šolah, ko fotkamo otroke. Zakaj bi delal v RAW to? Kiro, mislim, ne moreš staršu dati ti neko spravno fotko tam, nek svoj stil. On je pač otroka oblekel. Orange and teal. Ja, A pa Joker, zelen. tako da ja. No. Ko se to naučiš, je ful lažje life, ne? Jaz, ko sem prvo šolo celo naredil, pa imaš, ne vem, koliko par tisoč fotk rojev. Zakaj sem si to naredil? Človek važi, zakaj? Zdaj moraš pa vsako posebej že iti pač nekaj narediti z njo, ne? Tako da ja, no, ni vedno nujno, no. Ja, sonce je posijalo, ne? Čutiš? Ja, gledam, da se
je posvetljiv naš kader. Ampak you can fix it in pa. Ja, valjda. FX trojka, vrede. Fotografi vedno ležijo na tleh, da dobijo popoln kot. Če GPT, a? Ta je kar zanimiv. Ne? Vedno kar ne. A ja, moramo pokazati tole. Mislim, da ne rabimo. Ne drži. Aljaš se tudi ne strinja. Flikro, Nekaj dol padne. No, ampak je pa spet, ja. Mislim, dobiti različne kote za različne kadre je tako ful uporabno. Če pa skozi ležiš, pa tudi naročnik pomoč čudno pogleda. A si kdaj na poroki vleže sliko? Seveda, tudi preoblačil sem se že, ker ni šlo drugače, ker sem pač bil cel. Se jih predstavljam, zdaj kakšen šot bi lahko bil tako do spodaj zgor, ampak ja, tudi bi lahko. Okay. No, jaz sem že gimbal pa kamero pomočil v vodo, ker sem šel tulov. Tako da se zgodi tudi to. Preživel? Ja, za čuda. Torej, imel sem takrat Fujifilm X-T4, pa Ronin S, ta star. Preživel, nobene panike. Slana voda? Ne. Sladka? Pač ja, reka, tako potoček. Šlo je vse skupaj, ne vem, toklo vodo, ampak veš, baterija, pa to, ta del se je potopil, ne. Ampak zadnji smo imeli pa projekt na Velikem vrhu Košute in je bila pač samo megla taka, ne, da je bilo pač vse vlažen in mi je gimbal crkno, ne. Ga je, ne vem, zalil, fertik, kar nek error code, začel se mu je mešati. Sicer zdaj dela, ampak Ni weatherproof. ne. Je šel v Rišpol ali? Ne, ni bilo, doma sem ga pač, ko sem letel domov, sem nesel ga domov, sem vzel drug gimbal, letel nazaj na projekt in pač delal naprej, ker sem nam prišel in spet delal, ne, normalno. Tako da zgleda samo Malo treninga si rabo ti. Ja, malo treninga, ja. Tako. Vsak videograf ima vsaj en stativ, ki ga nikoli ne zna sestaviti. Čeprav ne, če mogoče ne gremo samo na stativ, kakšen del opreme pa je tak, ker ti je malo manj pri srcu. Mislim, gimbal. Jaz v začetku sem se z njemu, jaz nisem vedel, kaj se dogaja. Pa zloži to noter v tisto stiropornato škatlo, vedno sem suko, sem pa tja neki. Sploh ti esi na začetku, Ja. res tako, da si bil kar profi. Zdaj je vedno lažji, Ja. zdaj je res vedno lažji. Jaz sem še vedno esa. Ja, da, ti ki imaš 9 videov v karieri. Ja. Pa mislim, da več, ko uporabljaš opremo, lažje ti pol gre, ne? Jaz recimo v odbojnik, ki ga imam, pač te majhnega, tako zložim, ne? Un te velik je, dvometrski, še zdaj včasih mu, čekaj, kva? Kak že? Ne, ampak ja. Se, ko boš imel otroke, pa boš na plaži vne šotore naravno. Se boš tudi naučil tega. Sploh šotor, sploh Predvsem, ki ga šotor. zlagaš nazaj. Ja. 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 Ok, to je bilo to za sem nisem, ker vidim, da smo izčrpali ChatGPT-o kreativo, da gre vedno nadol. Ampak tako. Par vprašanj bom še dal lih tok, da mogoče še malo vidimo, v kjer smer razmišljamo, pa kako smo. Ker smo lih na nekje 45 minuti, tako da bomo lih. A imaš timer? Ja, imam v nulo, imam vse pod kontrolo. To. Katera je bila največja opremna fail izkušnja in kaj si se naučil z tega? Zdaj ta Ronin voda ne velja? Ne velja, zato ker sem smo imel že backup, izvedeli. pa hvala Bogu kondicijo, da sem lahko šel dol, domov, pa nazaj gor. Pa relativno blizu. Ja. Ja, dosti blizu. Čeprav še vse ne veš, 45 minut vožnje. Ni to blizu. Po moje poroka, oprema, tisti dan je, ti si bil zraven celo. Ja. Oprema je takrat failala čisto vse, kar je možno. Ne. Pač gimbal se je tresel, HDMI kabel mi je ven metal, ekran se mi je pregrel, ne vem, vse je šlo nekaj narobe. In kaj se je zgodilo? Malo pozno sva dobila informacijo, da že gremo ven. In mi smo noter delali z nevesto, noter temen prostor, en del sem bil dol. In v tem, ja, dol že špilajo, gremo, akcija, ne. Letiva midva dol, jaz en del hiter ga primam takole z usti, ne. In hiter iščem baterijo, da sem jo zamenil, letim naprej, pogledam, zašaufam en del gor in ta izdihan zrak je itak zarusiva, ne. Ja, to je po Kreativa. Mist. Ja, misli, ja, kaj narediti, ne? Kaj narediti, ja, pač, posnel sem obrisal? tako, ja, iz notranje strani, torej bi ga mogel dol čraufati, Ja. ubrisati, nazaj gor, ona je že hodila proti, ja, ne, kaj, hvala Bogu sem imel backup, drugo kamero, ki je od zadaj snemala in sem samo pač, da nekdo ne stoji pred njo, ne. Ampak ja, na koncu se je šlo v redu, porabil sem del iz une kamere, iz te sem pol nek clarity dajal, da sem dobil nekaj, no, da se je rešila situacija, ampak to je to, ne, freelancing, znajdi se v dani situaciji, pač vedno bojo problemi, ne, mislim vedno, moraš pričakovati najhujšno. Ja, ok. Vedno me kakšna SD kartica več, Ja. eno baterijo več. Formatirano, SD kartic. Ja, to tudi, ja, da ne prideš na šut, reče, vse imam backup, pa da daš gor, ali
formatiraš, a pa ugotoviš, shit, tega pa nisem backupiral. In zdaj že kar pridem domov, backup, s prazno kartico, pogre pa na svoje mesto za čakanje. Sama ni težko pritisniti format. Jaz se tako backupiram, am pritisnil, grem še enkrat, a sem ne to skopiral, tako je treba. Ja. Zdaj, če vem, da sem lihka naredil backup, preverim, če je noter kaj kartice zunaj fotiča, mislim zunaj kompa, pogledam, je ok, pol formatiram. Me pa zaboli, tako kot prele, ki smo gledali, sem bil, pa vse sem fiksno naredil backup. Ma dem reči drugo kartico, zdaj, a veš, to ta zihar, ne. Kaj smo največji fail, ali nekaj v tem smislu, ne? Fulih je. Lahko naredimo še en cel podcast iz mojih failov. Mogoče prva poroka, če sem že tipe poroki, po stopnicah iz Ptujskega grada. Okay. Nevesta gre lepo, obleka se lepo, vije po stopničkah, vse perfekt. V nulo shot, eno stopnico niže s fotoaparatom na očesu seveda in se je peta zataknila na zgornjo stopnico. Sem se skotalil do neveste. Hvala Bogu, samo do obleke, ne mimo neveste, da bi jo zrušil. Fotoaparat sem še danes dela sicer, ampak je malo drt noter, no. Objektiv sem zlomil, prva poroka v življenju, čist prva. Gležen sem si zvil, ko sem dal čevelj dol, sem ga dal hitro nazaj gor, ker ne bi šel več, 3krat sem padal v nezavest do konca poroke, pa delo do 3 zjutraj. Dajmo imeti nekoga na temu na speed-dialu, tako da ga lahko pokličemo, jaz bom počasi umrl, prid na mest mene delati, ker ni pametno, ja, pol je bilo kar pol leta noga zabetonirana, pa tako da, ja. Si pa ustrajal, prva poroka, kaj? Se sem prej rekel, ko začneš delati, boš delal, ne. Slab začetek, dober konc. Ja, če zares. Na boljš gre zdaj, no on reč, da se ne spotikam več. Fotiče pa preživel. Še danes dela. Nikon do 750. Zato so Nikoni ful boljš kot Sony. Tu če so krompiri. Alo. Ja, basta Sony, alo, goddammit. Ja, pa še ti? Fail tvoj. Moj fail. Ne vem, jaz snimam teh težav. Perfekt, a? Ne, jaz imam ponovadi bolj v postu težave. Jaz imam bolj tle kreše, pa zbrisane stvari, pa po nesreč zbrisane stvari, pa neshranjene stvari. Meni se ponovadi tle stvari zapletajo na samem snemanjih, pa k sreč mislim, da še ni bilo nič hujšega. Razen kakšna pozabljena stvar, ko priješ nekam, pa si tako, se sem dal not, pa priješ pa tako, nope. Pol spet znajce, ali trgovina blizu, ali kličeš koga. V smislu, ko si rekel pozabljena stvar v drugi smeri. Ja. Mi smo na poroki imeli, da so asistentki moji zaklenili v cerkev noter vso opremo. Župnik je šel, mi naprej, ona pa kliče gora, nisem opreme. Zaklenjena je. Ja, ful možnih failov. Ni treba, da doma pozabiš stvari, pa jih vse nimaš. Ja, za zaključka se nismo zmenili, kako bomo zaključili. A damo še enkrat špico. Vse to je prva epizoda, tako da. Kdaj pa gre ta epizoda sploh ven? Ko bo čas. Ne, jaz mislim, da rabimo... A se moramo preobleči, to bolj božične stvari. Ne, se reč, to imamo po mojem hitro zmontiran. Ja, to reč, kdo bo pa to montiral? Če bom jaz, pol 2.27. Mislim, da bo kamen, škar je papir. Tlele med nama pa ljažem. Ne, bomo zrihtali. Ja, bomo videli, kdo bo imel več sajta, ne? To. Sem na polovičke stisnil. A ja, tle pa zdaj prostor za vaš oglas. Ne? Hvala vsem pokroviteljem, ki ste se odločili in prestopili, da podprete naš community in freelancing. Tako da tukaj spodaj bo grafika in mi bomo tudi povedali kakšen lep stavek o vas. Tako da kar... Ja, hvala. No, hvala. Ja, odlično. Koda. Ne, Luštan, jaz mislim, da smo ujeli. Mislim, da tudi tvoja kartica, ki je imela 55 minut časa, bo vse ujela. Ne bomo testirali, če bo preskočil na drugo kartico. Ali bi rad? Ne, cool. Zadihar, ne? To je vse, pa tudi 55 minut mogoče za prvič, ko se še lovimo, pa vse skupaj, ne, da je bolj čisto vrda. Ti boš naslednjič malo bolj mikrofon uporabljal tako, kot se zagre. Ja, presežem. Tako da očitno bom jaz audio peglo, ti boš pa video čez. Ja. Imam pa fotko, ok, evo ga. Ja, thumbnail tudi rabimo, ne? Ok, to je moj job, evo ga. Ja. Se res? Smo dali? Thumbnail, kakšno pa bo? Ja ne, zdaj že kaj vidim, da bo nek screen grab, ne? Screen grab. Dejva sam na kratko še o imenu, minuto bomo še. O imenu, najprej je bilo, brainstormali smo, spet smo prijatelja ChatGPT-ja vprašala. V glavnem, ampak najbolj všeč nam je bil subjektivno, objektivno.
Ne objektiv, pa subjektivno, objektivno, zato ker pač smo res malo tako, ne? Može biti pa subjektivno, objektivno. Ker je, pri medijih, pri umetnosti je tako. Enemu všeč, enemu ni, ne? Ja. Ta nam je bil všeč, ampak je mogoče malo težek, ne? Ja, ja. In pol naredimo WhatsApp grupo in ta naredi freelanceri z lensom. Lens, poudarjen, ne lančeri, ampak lens. Ja. To sem dal reči čisi iz fore, ne, sploh res. To sem dal reči čisi iz fore. Vse bilo super. Ja, nisem razmišljal, da bi to dejansko dal, ampak na koncu pa Narejen. ni bet, ne. V nulo si bo riht. Okay. Zdaj moramo samo še lokacijo tega studia najdeti. Ja, jaz sem res razmišljal, veš, vsakič drugi, enkrat gremo tam levo, ne vem, na travnku, enkrat zraven jezera, enkrat, ne vem, na strehi od mojega avta. Kaj Zraven veš? Slapa, Peričnik recimo, tam bo full over podcast. Recimo, Ambient, kažeš. glede na to, da imamo tale majka, ne, te majke se bo dobro slišala, ne, ampak point je improvizacija. Lej, tako je. V glavnem, hvala za pozornost, hvala za komentarje. Mi bomo nadaljevali, koliko vas bo, bomo videli, ampak vedno več nas bo, zagotovo, sem prepričan. Ja. Ja. Tudi kak live event bo, ne? Pa tudi presežen, da se bo drugič mi dva kaj bolj pripravljali. Lepo pozdravljeni, se vidimo naslednjič. Hvala za vaš posluh in to je to. Need gigs? Oh yeah! Pay your dues. Freelancer. Freelancer G. Get the blues. Get the blues. Freelancer G. Freelancer G. Welcome to Freelancer G. Okay, Your klar, to, lens into the to je to creative naravno. world.